Zakaj potem tem ljudem vedno znova damo potem glas? Na volitvah, ne? Imamo alternativo sploh, ne? Vse. Še se bojim, da nimamo alternative, ker jo vsep ne najdemo, ne? Mi smo popolni analfabeti, ne? Zato je demokracija totalno disfunkcionalna. Ne more se trop tepcev ukvarjati s problemi, ki jih sploh ne razume, ne? Se nas nihče ne pripravi na to. Zato v šoli imamo predmet, kjer te naučijo, ne vem, 5 različic upravljanja ali pa 2 različici upravljanja tržnega gospodarstva, recimo, ki sta prevladujoči stroji v Evropi. Se niti tega ne vemo, ne? Pa se pa jasno odločamo na podlagi barve oči, pa na podlagi Instagrama po novem, ne? Se gre vse v to prijetno smer, ne? Sej, pravzaprav, temu, ki ti rečeš cinizem, sej, zdaj sem pravzaprav vizionar, ki vidoviti Milan, ne? Se to, kar se zdaj dogaja, ne? Ta Instagram politika, ki je definitivno evropska ali pa svetovna politika prihodnosti, konec koncev že vse te bizarne frizure, ki so v zadnjem cajtu preplavile politične podije po svetu, so... A ni joke, si lahko bolj smešen od Trumpa, pa od Pahorja, pa od... Ampak je prav, da se v bistvu ukvarjamo s frizurami Trumpa, pa koga si še omenil? Pahorja. Yes. Mislim, zakaj se ukvarjamo sam še s frizurami? Zakaj se ne ukvarjamo s tem, kar dejansko počnete? A želiš iskren odgovor? Ja. Zato, ker sem prepričan, da prebivalci Gaussovega brega, torej ta večina, ki na koncu skonstruira našo politično realnost in naš družbeni dogovor, ki je posledično zapisan v zakonih, fucking ne šteka nič drugega kot frizure. To je pa kriv. To je tako popularno vprašanje. Aha, to je pa zdaj popularno vprašanje, ki... Ne, zdaj seveda, ne, če bi bil en salonski levičar, bi rekel, krivo je tržno gospodarstvo, ne, krivo je to... Ampak ti nisi salonski levičar, ne? Ja, upam, da ne. Upam, da ne več.